Pozdravljeni, dragi gledalci, drage gledalke. Nocoj pri meni v gosteh gospa Sabina Lokar. Pozdravljeni. Zdravo. Moje povabilo v oddajo. Jaz sem vas povabila, vi pa ste dejali, da se zelo veselite sodelovanja, predvsem tudi zaradi tega, ker ste ponavadi v vlogi novinarke, ki nagovarja, ne pa v vlogi gostje. Bo tudi v vlogi gostje dobro? Se dobro počutite? Bomo videli, zaenkrat ja. Torej, ste novinarka. Pri katerem mediju delate, koliko časa? Za časopisno hišo Dnevnik. Včasih sem delala pač full time, polni delovni čas, zdaj pa samo še občasno. Delo 2017 je poročalo, da se je pričakovalo, da boste prva PR-ovka trboveljske prve gospodične Gabrič. Ampak piše, napisali so nekako takole. Nesojena občinska PR-ovka se je odločila, da bo trgovka, natančneje šivilja. Jaz sem prebrala ta prispevek, pa se mi je nekako zdelo, da je neka negativna drža do trgovke, do dela šivilje. Nekako se novinarstvo postavlja kot nekaj višjega. Zakaj je tako? Meni se recimo to zdi zelo nepravično. Se mi zdi, da v tem primeru prvič slišim za tole. Se mi zdi, da v tem primeru ne gre za poniževanje samega poklica. Se mi zdi, da ta negativa bolj leti na mene kot Sabino Lokar, kot neko konkurenco tej dopisnici, ki je to zapisala. Nekako se mi zdi, da ne zna najti v ljudeh, ki jo obkrožajo, sploh v svojih kolegih, konkurentih, neke pozitivne stvari, ne zna pogledati iz pozitivnega zornega kota, tako da se mi zdi, da je bolj letelo to na mene, kot pa na sam poklic. In kakšni so v bistvu novinarji? Vi se s tem vsakodnevno srečujete. Kakšna je ta novinarska srednja? Je veliko nekako skakanja v zelje en drugemu ali so bolj taki prijateljski odnosi, si pomagate med sabo, recimo date kontakte en drugemu in tako naprej? Jaz sem veliko časa preživela v ljubljanski pisarni, kjer sem se srečevala z novinarji iz drugih večjih medijskih hiš, tako iz televizij kot časopisnih hiš. In moram reči, da z njimi smo se zelo dobro poklopili med sabo. So pa mogoče, smo bili neke pripadniki neke skupne generacije, nove generacije in se mi zdi, da smo si tudi med sabo veliko z informacijami, s kontakti znali pomagati. Ko sem prišla pa sem v Zasavje delati kot dopisnica, sem pa takoj zaznala nek tist pridih, ta mala, ne, kako nam bo ona parirala. Čez čas mogoče se je pokazalo, da je bolje, da sem prišla iz okolja, iz nekega drugega okolja, da sem mogla paditi noter med vse ljudi v bistvu tukaj v Zasavju, ker nisem domačinka, sem priseljena in sem se lahko izognila tem poznanstvom, se bo malo vzdržala. Se mi zdi, da na poti resnice, da je bolje, da padeš v neko okolje, kot pa da si že samo na videz recimo z nekom, nek kolega. Se mi zdi, da je tako bolje. In koliko časa ste delali v ljubljanski pisarni, koliko časa ste zdaj dopisnica? Kako se to delo razlikuje? V ljubljanski pisarni sem delala kar kakšnih 5 let, po mojem. Ali pa mogoče kakšno leto manj. Dopisnica pa tudi dobrih 5, 6, mogoče celo 7 let. Se kar nabere. In kakšna je ta razlika med delom v pisarni in dopisništvom? Pa v kakšne dosti velike razlike ni, ker v vsakem primeru dober novinar mora biti veliko na terenu. Mogoče se razlikuje samo to, da doma lahko skočim do hladilnika.
v pisarni pač običajno nimaš te možnosti. No. Razlika je tudi v tem, da v pisarni imaš sodelavce, lahko več predebatiraš stvari, se posvetuješ, se kaj pohecaš vmes. Doma si pač sam, ne. Dosti moraš biti bolj tudi zorganiziran, da se osredotočiš na svoje delo, da ne begaš stran od računalnika, od telefona, In kakšne lastnosti ne bi po vašem mnenju mogel imeti dober novinar? Na prvem mestu se mi zdi, da mora biti empatija, da se znaš vživeti, ker večinoma pišeš o problemih malega človeka, se moraš znati postaviti v njegovo vlogo in dejansko imeti to željo, priti do neke resnice. Moraš biti brez predsodkov, se pravi, ne smeš imeti predsodkov že vnaprej začrtanega cilja, kako bo oblikovan tvoj članek, kdo ima prav, pa kdo nima prav, ampak moraš biti tak, ne smeš biti oblikovan v neki zadevi, no, ne smeš imeti nekega mnenja, če želiš priti zadevi do dna. Pa si lahko popolnoma objektiven na novinarstvu. Se mi zdi, da je to večen problem. Ne moreš biti, ne moreš biti, ampak predvsem se to lahko pokaže v tem, da imaš neko mnenje, ampak enkrat se izkaže, da je imel prizadeti prav, drugič se pa izkaže, da je pa druga stran mogoče imela prav, ne. Se pravi, v isti situaciji sta lahko dve različne zgodbe in dve različne plati, no. In zakaj odločitev za novinarstvo? Kdaj je bila vedno prisotna ta vizija? In zakaj, kaj ste videli v tem poklicu? Ne vem. Prav ne znam razložiti, ampak vedno že od malega smo stari starši smo tudi skupaj živeli, ko sem bila majhna. In se spomnim, da so bili vsi večeri, se mi zdi, da ob 7, pol 8 mogoče, da so bili namenjeni gledanju TV poročil. In mogoče v tem, ker mene je vedno vse zelo zanimalo. Tudi kdaj so me starši kje pozabili, ker sem gledala okrog sebe, poslušala druge ljudi. Ja, vedno sem imela neko to željo poročati o stvareh okrog sebe, no. Pa ste tudi študirali v skladu s svojo željo? Novinarstvo? Sem. Na fakulteti v Ljubljani? Na fakulteti za družbene vede. In kakšen je ta vtis iz študija novinarstva? Tudi sama namreč študiram novinarstvo. Pa me zanima še vaša izkušnja. Jaz sem študij novinarstva pustila. Mogoče je bila največja krivda ali pa največji razlog za to, da sem začela že na koncu prvega letnika, se mi zdi. Sem začela delati prakso prav na Dnevniku. Po tistem 3-tedenskem obdobju so mi rekli, Sabina, vrgli smo te v vodo, splavala si, ostaneš z nami, in sem rekla, ja, seveda, ne. In takrat mi je bilo veliko bolj pomembno, da se učim na ta način, s prakso. In čez čas vidiš, da tista teorija ti niti ni tako pomembna, zaradi samih razmer v novinarstvu veš, da ti diploma ne bo kaj prav dosti koristila. Tako da ja, takrat sem se osredotočila na razvoj svojih novinarskih znanj skozi prakso. Čez čas sem pa tudi ugotovila, da je tudi formalna izobrazba pomembna. In sicer sem se izpisala iz FDV-ja, sem se pa vpisala na študij marketinga in odnosov z javnostmi v Mariboru in sem tudi dokončala ta študij. In kakšno je delo novinarja? Kakšen je ta novinarski vsakdan? Kakor si ga narediš. Zna biti izjemno pester. Meni je predvsem všeč to, da je neka fleksibilnost, da nisi omejen, ne vem, na neke obveznosti, neko rutino, ampak je vsak dan nekaj drugega, vsak dan greš drugam na teren, vsak dan se pogovarjaš z drugimi ljudmi in to je ta nek čar. Je pa
ne vem, zjutraj lahko se zbudiš, pošlješ nekaj mailov, zavrtiš telefon, pokličeš nekaj ljudi, potem pa čakaš, ne? Nekaj časa lahko čakaš. Večinoma se pa da se usedeš in oddelaš svoje, se pravi v primeru pišočega novinarja, se to odvija v popoldanskih urah. Tako da mogoče res zgleda, da ne vmes imaš tisto luknjo 2-3 ur, ki jo lahko tudi pametno izkoristiš seveda, ampak ja, zaključujejo se pa v poznih popoldanskih oziroma večernih urah naše aktivnosti. Ampak, kakor ste rekli, ne, je čar novinarstva v tem, da je fleksibilnost, ampak je mogoče tudi negativa v tem, zaradi tega, ker je, kakor sem jaz nekako dobila ta vpogled v novinarstvo, novinarstvo ni taka služba, ne, bi jo zaprl po 8 urih pa šel domov, ampak je totalno zažrtal tvoj prosti čas. Ja, ampak meni je to všeč. Jaz nikoli nisem imela problemov s tem, da se moja služba, moje delo lahko vleče čez cel dan tudi do poznih ur. Mogoče zaradi tega, ker sem vedno rada to počela in res meni je bila to vedno prej prednost, kot pa to, da bi bila nekje med 4 stenami 8 ur zaprta, pa tudi če 5 ur od tega gledam v luft. Zakaj ste se pa v bistvu odločili, da zapustite ljubljansko redakcijo pa pristopite v dopisništvo, mogoče neke druge prioritete v življenju? V bistvu je prišlo do tega zaradi nekih nesrečnih okoliščin. Tukajšnji takratni dopisnik Jure je hudo zbolel. Potem smo nekaj časa bili brez dopisnika oziroma so vskočili drugi kolegi tukaj iz Zasavja. Potem je bilo pa zadost, ne, se je bilo pa treba odločiti, kaj bomo. Ker sem bila sama iz tistega konca, so me prosili, če bi jaz vsaj začasno prevzela to delo. In sem ga, in sem se dobro vklopila tukaj in mi je bilo všeč in sem ostala tukaj, no. Kaj pa stres? Ste ga občutili v novinarskem življenju? Ga je verjetno veliko. Kako ste ga obvladovali? Dobro vprašanje. Zdaj, oblik stresa v novinarskem poklicu je več, ne. Eno je to, da te lovijo roki. Drugo je to, da mogoče kdaj ti niso čist jasne stvari, kako bi se, iz katerega konca bi se lotil. Stres je tudi to, da mogoče ti kdo ovira priti do informacij. In se mi zdi, da ta stres, da je še najbolj vpliva, no, na človeka kot takega. Ker ni prijetno, ne, ko vidiš, da imaš neke dobre namene, ampak ne, tisti, ki jih nimajo, imajo pač drugačne interese in čez čas se tega kar dosti nabere. Zato sem tudi jaz pol se odločila, da deloma stopim ven iz tega sveta, ker se mi je preveč nabralo tega, da se me povsod nekako skušajo znebiti, sem dobila občutek, no, da iščejo poti okrog mene, da iščejo poti, kako naj se sama dokopljem do informacij, ki sicer so javnega značaja, ampak se jih da tudi prikriti. In čakati, ne, kdaj bom naredila kakšno napako, da se me obesi na zid, po domače povedano. Tega se pa skozi čas malo naješ, no. V bistvu se zavedaš odgovornosti, ne, ki jo imaš do javnosti, ki je v bistvu tvoja kot prva. Tudi v bistvu verjetno ta odgovornost se vsak dan čuti, ne, ko se usedeš za računalnik, začneš nekaj, ne, so lahko prizadeti tudi mali ljudje, če jim tako rečemo, ne, lahko s svojim pisanjem. Seveda. Delaš itak z mislijo na bralca, ne, pa konec koncev, vse smo vsi pripadniki teh malih ljudi. Saj novinarji nismo čisto nič drugega kot mali človek, ne. Edino prednost imamo pri tem, da smo lahko toliko pri koritu, da se približamo ali pa poskušamo priti do resnice, ne, do informacij, do realnega sveta.
Kaj pa v bistvu ta stik s sogovorniki, najpomembnejši v bistvu v novinarstvu? Kako se ga priučiš, se ga da priučiti? Se mi zdi, da je to, recimo gledam pri svojih sošolcih, tudi pri sebi, kar velik zalogaj, no, se mi zdi, kako pristopiti v bistvu do 100 ljudi, 100 čudi, rečemo, ne? Vsak ima nek svoj karakter. Jaz se spomnim svoje prve novinarske naloge na Dnevniku v okviru te prakse študijske. Imeli smo ponedeljkov jutranji sestanek, urednica je razdelila naloge, meni je pa dala v roke številko Komunale, se mi zdi, ljubljanske, KPL-ja, da nekje na Jamovi preurejajo cesto in napiši vestičko. In se spomnim, da sem kar par dni sedela pred telefonom s tistim listkom v roki in nisem vedela, kaj naj zdaj pokličem, pa kar vprašam direkt ali kako, niti nisem vedela, kje je ta Jamova cesta, niti nisem vedela, kaj delajo. Kaj naj vprašam, da bo smiselno, ampak jaz sem se opogumna in čez čas se nekako tudi priučiš, več ljudi kot poznaš, več karakterjev poznaš, bolj veš, bolj dobiš občutek, kako se do nekoga obnaša, do nekoga pristopiti, da boš dobil nek odziv, ki si ga želiš. Kaj pa to, kako se priučiti mogoče te empatije, srečuješ se recimo zelo mogoče prizadetimi ljudmi v neki situaciji, kako pa, ne vem, to žalost recimo, ali pa veselje, ali pa jok, ali pa bolečino, jezo? Jaz mislim, da empatije priučiti se ne moreš. Ali jo imaš, ali jo pa nimaš. Priučiš se pa lahko samo tega, da te stvari ne prizadanejo navzven toliko, da ne moreš speljati stvari. Ker včasih se res srečuješ z groznimi zgodbami. Ne vem, se jim požar v družini uniči hišo, ostanejo brez vsega. In na prvi pogled izgledaš kot nek mrhovinar, ki si prišel tja samo zaradi informacij, ampak v bistvu pa prihajaš s tem, da bi jim tudi skozi njihovo zgodbo nekako pomagal. In jaz sem imela to srečo, da sem vedno take zgodbe lahko zapeljala na ta način, da dejansko smo potem tudi bralce lahko pozvali k temu, da se jim pomaga. Ampak, kar se tiče empatije, se mi zdi, da je bolj pomembno to, da se znaš malo nazaj potegniti, da znaš profesionalno speljati vseeno zadeve in priučiti, pa mislim, da se je ne moreš, da bi ti občutil sožalje za nekega drugega človeka, jaz mislim, da se tega ne moreš priučiti, ali to imaš ali pa nimaš v sebi. Kako pa v bistvu konkretno pripraviš človeka, da ti, ne vem, zaupa neko informacijo? Ponavadi jaz moram novinar, nekako se vsi distancirajo od tebe, kako vstopiš v njihov, ne vem, osebni prostor? Pa se mi zdi, da se ta odnos, da ti nekdo res zaupa neke informacije, ki jih nekomu drugemu ne bi, da se to razvija postopoma. Da sprva imaš s človekom profesionalen odnos oziroma površinska vprašanja, ki se striktno tičejo, ne vem, splošno mogoče poznanih stvari, že znanih stvari, da poskušaš nekako na ta način prihajati do informacij, potem pa se itak s človekom začutiš. In če ti prvič ne izkoristiš njegovega zaupanja, ti bo povedal tudi drugič. In če drugič ne izkoristiš njegovega zaupanja, se ta pot pelje naprej. In potem se to plete kot neka mreža med viri informacij, naslednjemu pove se, ta je pa v redu, ne bo že zapeljala, tako da se ne bo vedel, kje je izvedla. Tako da velikokrat je tako, da teh informacij, ki jih dobiš od takih zaupnih virov, niti ne vključiš noter v članek, ampak so samo tvoje sredstvo na poti do pridobivanja informacij. Novinarstvo se mi zdi, da je predvsem v zadnjem času
deležno take negativnega prizvoka, ne? Tudi zaradi tega, ker so mnogi novinarji udeleženi v to prekarno delo. Kaj pa vi ste se srečevali kdaj s tem? Poznate, ne vem, kakšne kolege, ki se srečujejo s tem, danes si, jutri te ni več, pa tvoje mesto zasede nekdo drug? Pa ja, sej v tem je celotna ta naša mlada generacija novinarjev, ki smo brez služb za nedoločen čas, ne. Težava je v tem, da novinar ne more biti podjetnik, ne. Novinar mora pisati za eno hišo in pa mogoče potem za neko društvo, ki nima nobene povezave s tem, kar on dela za svojega glavnega delodajalca. Zdaj, težko bi rekla, da dejansko stanje je takšno, da danes si, jutri te ni, ne. Uredniki se še kako zavedajo, da novinarja ne pobereš kar na cest. Da nekoga, ki si ga priučil vseh nekih teh novinarskih znanj, da to zahteva nek čas. In da novinar tudi potrebuje čas, da se izoblikuje. In mislim, da bi uničilo vse časopisne hiše, tudi televizijske hiše, nasploh medije, no, če bi dejansko bilo tako, da bi kar iz danes na jutri lahko menjali ljudi. So pa te notranje bitke stalno prisotne, ne? Ker sej ni prijetno se zavedati, da imaš tega enega delodajalca, hkrati si pa omejen, pa ne smeš delati še za koga drugega, ne. Se pravi, razen kakšno stvar, ki nima nobene povezave s tem. Ampak to že zahteva dodaten čas, dodatna znanja. Običajno je pa tako, da itak si pri neki hiši full-time novinar, ne. Redki so, ki niso. Pa verjetno te medijske hiše ne podajo samo nekega novinarskega znanja, verjetno tudi to politiko vsake medijske hiše posebej. Tudi. Slog pisanja. Vse to razlikuje iz medija v medij. Ja, mislim, da se. Predvsem je odvisno tudi od uredniške ekipe, kako se stvari vodijo, iz katerega zornega kota se gledajo, na kakšen način se pokrivajo. Ampak v splošnem pa se pravim, mora vsak novinar sam imeti neko to držo, no, tudi kdaj kakšnemu uredniku povedati, da ne, da ti pa ne misliš tako in da, ker tudi roko na srce uredniki ne morejo poznati od Murske Sobote do Pirana, vseh političnih zbrk, gospodarskih zgodb, ne vem, družbeno-politične situacije nasploh, no. Tako da velikokrat je tudi novinar tisti, ki mora imeti neko držo, ki mora sam predstaviti svojim urednikom, kako naj se zapelje neka zgodba. Pa jo lahko ima lahko novinar svojo držo, da reče, ne, nekaj pa ne bom naredil, ne zdi se mi tako prav. Ali je ta hiperprodukcija novic naredila in novinarje in urednike, neke kretničarje, ki samo rečejo ja in delajo dan za dnem isto? Se mi zdi, da je to odvisno od vsakega posameznika, no. Jaz moram reči, da nikoli nisem šla čez sebe. Mi nikoli ni bilo treba iti, ker mogoče sem si skozi vsa ta leta zaslužila dosti tega zaupanja urednikov, da so mi zaupali to lastno presojo, kako se pravilno izpeljejo ali pa korektno izpeljejo stvari. Tudi so mi verjetno zaupali, da ta moj pogled na določeno stvar, ne. Tako da ne, jaz nikoli nisem šla čez to, da bi morala napisati tako, da jaz ne bi stala za tem tekstom. Pa so neki pritiski vsakodnevni, ta hiperprodukcija novic, nekako zajezi kvalitetno novinarstvo, ni veliko preiskovalnega novinarstva. Kakšno je vaše mnenje o tem?
Ga primanjkuje tega Ja, preiskovanja? grozljiva je ta situacija, res je grozljiva. Jaz včasih res kar upit začnem, ko kaj gledam ali pa berem, ko vidim, da se avtorji, sploh pri pišočih medijih, da se ne potrudijo niti stavkov oblikovati v tisti ihti, da bom ja objavil čim prej. Ne, in potem izpadajo glagoli in potem vse to potegne za sabo, ne. Nima ne glave, ne repa, vse skupaj in ne. Pa tudi se mi zdi, da veliko tega naj bi, ne? Se mi zdi, da tudi v vsakodnevnem delu je dovolj, bi bilo, ne, da bi preiskovali zadevo, vsaj do te mere, ne, če že več ne. To več govoriti z ljudmi, upletene poklicati, čeprav ti je še toliko težko, kdaj, ne, ker so kdaj lahko res neprijetna vprašanja, ampak vprašati moraš. Velikokrat se pa kar ta del zdaj zadnje čase kar zgublja, no. Glih v tej, se pravim, ihti, kdo bo prvi, ampak jaz mislim, jaz trdim, da če si prvi s slabo vsebino, jaz mislim, da te bo tudi peti dobro prehitel, no, kar se tiče dolgoročnega spremljanja. Pa kdo je kriv za takšno stanje? So to medijski lastniki, uredniki, novinarji, kdo? Javnost? Jaz mislim, da je krivo to, ta zapoznel razvoj medijev, ne. V Sloveniji se je kar, ko je nastopila finančna kriza, tiskanim medijem je začela padati naklada, iskali smo rešitve, kako priti ven iz te godlje. In kar naenkrat se je pojavila ta beseda, gremo digitalno, ne. In takrat se je začel ta nek pospešen digitalni razvoj, pri čemer pa nismo imeli ne dosti izkušenj, ne znanja, da bi zapeljali stvari tako, kot je treba. Oziroma primanjkovalo je, vse se je nekako testiralo, no. Ni bilo tiste neke jasne začrtane poti, ampak vsaka stvar, ki se je vzela pod drobnogled, ki se je vpeljala v delo, je bil nekakšen testni zajček, no. In se mi zdi, da tudi posledica tega vsega, da je prišlo do tega, da kar, ne vem, pišemo en čez drugega, no. Predvsem, ja, ta digitalizacija je povzročila to, da mislimo, da je bolj pomembno biti prvi, kot pa peti z dobro vsebino, ne. Pa so morda krivi tudi novinarji. Se mi zdi, da novinarji pogosto nekako udrihajo po lastnikih medijev, po medijih samih, po urednikih, hkrati se pa ne zavedajo mogoče tudi svoje odgovornosti, ne, pa ne vem, udrihajo po svojem, ne, ob, ne vem, kozarčku piva zvečer, naslednji dan pa spet pridejo v službo in delajo enako, čim več koncev sveta, čim več, ne vem, nekih senzacionalističnih novic. Zdaj, jaz se težko postavim v vlogo, ne vem, novičarja na digitalnem medijskem portalu, no, se pravi na onlineu, tam so res tempirani na to, da mora biti čim hitreje in čim več. Mogoče ja, ko enkrat sam prestopiš ta prag in ko sam se bo kar to slišalo, ampak ko se zavedaš, da si naredil zmazek, ne, da si tudi sam padel noter v to godlo, ne. Verjetno je težko, zagotovo je težko slediti vsemu temu tempu in ostati kvaliteten, zagotovo je težko, ampak saj tudi za časopis, ne, jaz gledam predvsem iz svojega vidika, tudi za časopis lahko na hitro spacaš tekst, ne, ali pa si vzameš kdaj tudi 3-4 dni časa, da pridobiš informacije iz vseh udeležencev, da povprašaš še koga drugega za mnenje in da se res poglobiš, no.
v stvari. In kakšno vlogo imajo pa vsak dan uredniki? Glavno, stransko, koliko v bistvu je ta meja novinar, urednik? Zelo odvisno od urednika samega. Dobri uredniki imajo kar dober pregled nad dogajanjem. Dober urednik te zna voditi, če si v dilemi, ga pokličeš in ti bo znal povedati, svetovati, kam se obrni, kako pač naredi to zadevo. Pri kakšnih zmedenih urednikih pa si sam zase, ne? In si prepuščen sam sebi, svoji presoji, kar mogoče včasih tudi ni slabo, da se izučiš naprej, še kaj novega naučiš, pa ne vem, da dobiš neko držo, no. In če potegnemo črto, kakšno je po vašem mnenju slovensko novinarstvo, kakšno je zasavsko? Je kvalitetno? Ja, zagotovo obstajajo kvalitetni mediji, še kvalitetnejši novinarji, avtorji. Se mi zdi, da če bi se zbrali na kupu vsi ti kvalitetni avtorji, da slovensko novinarstvo ima neko svetlo prihodnost. Kar se pa tiče pa zasavske lokalne medijske scene, pa ne vem, če bi sploh kaj pokomentirala lahko pametnega. Čuti se vpliv, da ne morejo biti vsi ti mediji povsem neodvisni, tako od pomembnih gospodarskih vplivnežev, kot od političnih vplivnežev. In to zagotovo prinese tudi v uredništvo pač posledice. In kdaj se kar občuti, no. Predvsem si pa želim, da ne bi bilo toliko neke tekmovalnosti med vsemi temi zasavskimi, ker zdaj jih je že kar nekaj in se mi zdi, da en na drugega, namesto da bi si pomagali, bolj prežijo en na drugega, kdo bo imel prej, kdo bo slabše naredil, kdo bo prej prišel do informacij. Ne, če bi se bolj skupaj vzeli, bi mogoče vsi skupaj bili lahko kakovostnejši in tudi manj odvisni od ljudi, ki pač imajo denar. Pa se mi zdi, če tako nekako potegnemo črto, se vam zdi kot novinarju žrtvovati, ne vem, toliko ur nekega dela, premisleka, pisanja, tudi mogoče uric stresa, ne? Za neko, ne vem, mogoče malo zadovoljstvo, ki ga dobiš, ko objaviš morda za tebe res nek pomemben članek, nek super članek, ampak, ne vem, si mogoče malo žaljen, ker ga javnost ponavadi hitro pozabi. Je to res? Ne, jaz nikoli nisem tega jemala tako. Jaz tudi, ko sem delala pomembne zgodbe, sem vedela, da, ne vem, večina Slovenije sploh tega ne bo prebralo, niti ne bo vedlo za ta moj trud, ne. Ampak se mi zdi, da odtehta že to, da sam sebi lahko rečeš, tole si pa fajn naredil, ne, za tole si se pa res potrudil. Seveda je pa tudi odziv v prvi vrsti urednikov domače medijske hiše, pa tudi na koncu bralcev, ki te srečajo na ulici, te prepoznajo in ti dajo neko vrednost, zaupanje, priznanje za tvoje delo. Vse več se v novinarski stroki govori tudi o robotizaciji novinarstva. Se pravi, neka objektivnost, faktičnost, ampak v bistvu to pomeni kaj? Prihodnost brez preiskovalnega novinarstva. Kakšna bo? Vas je strah take? Ne, jaz mislim, da ne, ker vedno bomo obstajali ljudje, ki nas določene stvari jezijo, ki nas določene stvari pripeljajo do tega, da jim moramo priti do dna. In se mi zdi, da dokler bo to v gene tega človeštva zapisano, da bojo ljudje pač s takšnim karakterjem, da nas nobeni roboti ne morejo tako prevzeti, da bi kar izničila se ta potreba po razkrivanju
resnice. To najno novinarsko rubriko se mi zdi, da smo že kar izčrpali, zdaj pa mogoče neka bolj prijetnejša tema, ustvarjanje, čudežna dežela, kdaj, zakaj, odkje želja po ustvarjanju, kaj ustvarjate? Želja po kreativnosti je nekako že odvedno v meni, ne. Saj se tudi skozi novinarsko pisanje se tudi neka kreativnost sprošča. V bistvu v ta svet šivalnih strojev, celih kupov blaga sem padla pa kar naenkrat, no. Sem se kar odločila, neko soboto sem poklicala mami, sem rekla, bo šla z mano, ne. Grem jaz po šivalni stroj, rekla, joj, resno Sabina, ne. Sem rekla, ja. In smo šle skupaj po tisti šivalni stroj. Pa je bil en večer, pa je bil drug večer in se je pol, ne vem, sem tukaj padla noter. Po naravi sem pa tudi taka, da moram neki stvari priti do dna, ne. Če se nekaj odločim, da bom to naredila, da bom to znala, bom najdla pot, ne, do tega, da mi bo uspel. In ta moja trma vztrajnost se je pač skotalila po hribu navzdol in nastal en tak klopčič, ki me je obdal, no, in sem nekako padla v to, no. Tako da, ja, šivam po večini oblačila, najrajš kakšna pisana. Bolj za velike kot za male, no, čeprav tudi za male. Ampak se mi zdi, vedno sem tudi sama rada nosila kakšne bolj take odštekane, odbite stvari. In ko sem se sama naučila, no, da si lahko tudi sama kaj naredim, se mi zdelo fajn, da tudi za odrasle še kaj takšnega, no, pride na trg. Tako da, ko sem že prej povedala, ne dolgo nazaj je Čudežna dežela torej dobila svojo Alico novo. Zamenjali ste Jasmino Drolc. Odkje to sodelovanje, odkje se poznate, ste že prej sodelovali? Ja, v bistvu smo glih malo prej, preden je Jasmina se odločila, da zapušča Čudežno deželo, smo pričele sodelovati. In sem takrat, no, ko je objavila tisto svojo zgodbo in da počasi ima zadosti tega, da izstopi ven in da posveti več časa ustvarjanju nakita, je kar v meni neki noter, ne, ja, Sabina, to je za tebe, ne, rabiš že tako sem rabila nek predah od novinarstva, od tistega stresa, no, ko smo prej govorili o tem. In sem nekako čutila, da bi to bilo za mene, ne. Nisem pa vedela, kako bi okolica to sprejela. Tako da sem mogoče s tistimi, ko si zaupamo bolj intimne stvari, da smo govorili o tem, da sem jim povedala o teh svojih mogoče razmišljanih željah in so me podprli. Bolj mi je bilo pa pomembno, da, ne vem, smo se kje srečali znanci. Sabina, si videla, ne, Čudežna dežela se oddaja, to bi bilo za tebe, ne. Skozi to sem pa začela pa razmišljati, da mogoče pa je to res neka nova moja pot, no. In v bistvu, kakšni so bili te začetki, ne? Nova Alica je sedela tam za pultom v Čudežni deželi, kakšni so bili odzivi Zasavcev, Zagorjanov? Ja, moram reči, da od začetka, da sem imela občutek, da bojo kar precej dlje pogrešali Jasmino, ki so jo imeli res za svojo, ampak se mi zdi, da smo se kar hitro našli, no. Tudi z Jasmino, mogoče smo si kar dosti podobne v določenih zadevah, na dosti stvari me je Jasmina sama tudi pripravila, no. Tako da se mi zdi, da so me kar lepo sprejeli, no. In mi je fajn, no, meni je itak fajn že od vedno biti nekako v stiku z ljudmi. Fino mi je tudi, če s kom podebatiramo kakšno besedo več od tistega njihovega nakupa, ne. Tako da ja, se mi zdi, da počasi bojo tudi mene
vzeli za svojo. In tudi vi ne obžalujete, se pravi, ne obžalujete svoje odločitve, ste našli Ne. neko novo pot v svojem življenju. Nikoli v življenju nisem ničesar v bistvu obžalovala. Se mi zdi, da vse je bilo z nekim razlogom, da sem se razvijala, da sem rasla kot oseba in očitno to zdaj stanje, da je tudi potrebno za mojo nadaljnjo pot. No? Pa se vam zdi, da vam je že nekako Jasmina neko potlakovala pot do uspeha? Vas je bilo, ne vem, strah, kako bo, kakšen bo odziv, kako boste Ja, uspeli? zagotovo. Ne. Pri poslu ni tako, da prevzameš neko stvar in ležiš na lovorikah prejšnjega. Ne. To se tudi recimo pri družinskih podjetjih zelo dobro vidi, da če nadaljne generacije ne garajo, ne, potem bo tudi podjetje usahnilo. Ne moreš ležati na lovorikah, ki jih je ustvaril nekdo drug. Ne. Ja, Jasmina mi je omogočila oziroma olajšala marsikatero začetno oviro na poti v ta svet. S trenutkom, ko sem sama stala tam za tistim pultom, je bilo pa na meni, ne, kako se bo zdaj čudežna dežela naprej razvijala, jo bojo ljudje še obiskovali ali ne. Zaradi Jasmine ne bojo več hodili tja. Ne. Tako da ja. Pa vam je to uspelo? Jaz mislim, da ja, no. Da je. Jaz mislim, da se ljudje tudi radi vračajo, da se nisem komu kaj zamerila. Verjetno se tudi radi vračajo, ne? Ker vseeno čudežna dežela je nekaj posebnega, ne? Ponuja neke unikatne izdelke in so mnogi, ki to cenijo. Ne? Res je, čezdalje več ljudi to ceni. V veliki meri se odločajo za kakšna darila. Ampak veliko je tudi takih, ki sebi privošči kaj unikatnega, ročno izdelanega. Tako da se ozavešča narod, da tudi lokalno ne more biti najcenejše, ampak je pa lokalno. Ne? In da mogoče moramo tudi kdaj skupaj stopiti. Pa se podpira tudi na tej ravni. No. In kaj vse ponuja konkretno čudežna dežela? Kakšne izdelke, s katerimi ustvarjalci sodelujete? Tudi s kakšnimi zasavskimi? Tudi. Čudežna dežela zajema okrog 50 na pamet ustvarjalcev iz celotne Slovenije, od Murske Sobote do Pirana, tudi Goriška, vse regije imamo pokrite. So različne zvrsti, veliko je nakita, potem je tudi kakšna keramika, ustvarjanje, slikanje. Med zasavskimi pa ja, Kolmi, Marjeta Hribar je kar prepoznavna v čudežni deželi. Potem Jasmina še vedno tudi sodeluje s čudežno deželo, pa Alma iz Trbovelj, Simona Medveškova. Je kar nekaj punc, no, tudi iz Zasavja, ki so se našle v čudežni deželi. Pa organizirate tudi kakšne ustvarjalne delavnice? Zaenkrat še ni bilo te priložnosti, no. Je pa v planu, ampak čas tako hitro naprej leti, da se težko še na to osredotočim. No. Zaenkrat je še bilo dosti drugih stvari, tudi mogoče samo upeljevanje v ta posel, da si nisem upala še kaj več od tega, kakor je. Torej, če nekako zaključimo, kakšna bo prihodnost, vaša novinarska, čudežna dežela? Nimam pojma. Če sem iskrena, nimam pojma. Zaenkrat mi to stanje zelo odgovarja. Sem še vedno novinarka, izjemno rada sedem za šivalni stroj. In dokler bo tako, upam, lahko krmarila med obema tema poklicema. Kako pa naprej, pa ne vem. Res, iskreno, vedno me srce vodi do tistega, da res delam rada in tudi takrat mi ni problem garati cele dneve za tiste stvari, ki jih rada počnem. Tako da
kako bo čez 5-10 let. Torej, vodilo za mlade, garaj in se te bo obrestovalo. Tako. Ampak garaj tam s tistim, ki ti je ljubo, no? Na tistem področju, ki ti je ljubo, za katerega veš, da ti nekaj pomeni, da daš nekaj sebe noter, ker če tega ni, no, potem tudi zbledi vse skupaj in se naveličaš kar hitro. Najlepša hvala za pogovor, veliko sreče vnaprej. Vam, dragi gledalci, pa nasvidenje do prihodnjič. ETI je vodilni svetovni proizvajalec rešitev za stanovanjske, poslovne in industrijske električne inštalacije, distributor električne energije za nizko in srednjo napetost ter močnostno elektroniko in polprevodnike. Poleg tega proizvaja tudi izdelke tehnične keramike, orodja in naprave ter izdelke iz plastike in tehnične gume. Sedež podjetja ETI je lociran v centralnem delu Slovenije, v Izlakah. Ker živimo v stičišču različnih kultur, lahko razumemo pričakovanja ter prepoznamo želje strank iz različnih držav. Smo zanesljiv mednarodni poslovni partner. Pomemben del naše strategije je internacionalizacija, kar smo dosegli z ustanovitvijo naših hčerinskih podjetij. Prisotni smo v Bosni in Hercegovini, Srbiji, na Slovaškem, Nemčiji, Ukrajini, Litvi in Rusiji. Naše proizvode uspešno tržimo v več kot 60 državah po celem svetu. Naša več kot 50-letna tradicija v kombinaciji z dolgoletnimi izkušnjami in našim lastnim znanjem nam prinaša stabilnost in nam omogoča varno poslovanje v prihodnosti.